poslušalke in cenjeni poslušalci, lep pozdrav iz Benečije. Sem pot končal, jo zdaj šele začenjam, samo na vohu vsako večer. Tonca Lukežu razmišlja. Bej, še enkrat Nediške doline so rešene. Nam je uspelo, ne, smo rival vrijev suon, ante zadnjega prekletega Titine spod Bonijasa. An sada kozavamo spet mi, super italijanski paleoslovani. An smo zelo veseli, zak moramo difenditi naš konfin. Ja, spoštovani poslušalci in gledalci, na referendum za vključitev Nediških dolin v Slovensko republiko je spet udobila Italija. Povsjerode, a z veliko razliko. Žal ni bil pruan referendum, samo občinske volitve. Anče moramo reči, nismo imeli za odločiti med Slovenijo in Italijo. Pač pa med tistimi, ki bojo uničili projekt za jasli, samo zak bi bil odprt tudi za Slovence, in tistimi, ki bi jih htjeli zgraditi. Tako da mahar, kakšna mlada družina, bi živela na malo bujško po naših hribah. Med tistimi, ki so poskusili zaprijeti na šolo, samo za tam otroci učijo italijansko in slovensko, in tistimi, ki bi htjeli, da vsi naši otroci bi imeli iste pravice se učiti tako, kot učijo. Med tistimi, ki ne živijo nančat le par nas, pa so Italijani, in tistimi, ki so šenkali svoje življenje in svoje delo za razvoj teritorija. Pa kar Adanu dobi, pride reč, da te drugi so ki jih zrešili. Politika njeku nogomet, še več, če rezultati so tako jasni. In med tistimi, ki so ki jih zrešili, je tudi Tonca Lukežu. Predvsem ist, ki sem novinar, nisem zadost krat napisal, da proces slovenske nacionalizacije Nediških dolin ne obstaja. Da jat možnost otrokam se učiti samo po talijansko ali pa po talijansko in po slovensko, zak mahar misli, da biti Sloven ali Slovenec je več ali manj ista riječ, je jedna človeška pravica, ki nima nič skupnega z državami. Ali pa nismo nanča enkrat napisali, naprimer, da tist, ki je te pravi zmagovalec na telih volitvah, in ki je z velikim uspehom povedal, da so bile na referendumku tisto od Krime, je obogatel sudimi, ki so tenčas prihajali iz Jugoslavije, kar je bil še živ Tito. Smo mislili, da padec meje in Evropska unija bojo menjali glavo ljudi. A smo čakali, da bi tole kar ratalo, samo od sebe, ne da bi se mi potrudili. Sada, ki smo videli, da prav ni tako, moramo se še več potruditi. Bomo imeli puno dela, se bomo morali umazati roke, pod boduham puno sovražnikov iz različnih strani. A njo je treba začeti, dokler imamo še energije. Ist sem pripravljen, če se kajšan če pridružiti, da vsaj ne bom sam, mahar imamo še kajšno možnost jo peljati do konca. Jutre drug dan, kaj za narediti? Volitve so komaj za nami, pustile so velike posledice v Nediških dolinah, predvsem v Nediških dolinah. In do nas smo se odločili, da slišimo glavnega urednika tednika Novi Matajur, Miha Obita, in glavnega urednika časopisa Dom, da bi nam povedali, kaj mislijo, kaj še vtisi imajo od njih o telih volitvah. Miha Obita. Mislim, da je naš prostor skoraj edin v Italiji, ker nije bilo telega efekta Renzija, demokratske stranke, ki je povsod močno zmagala.
Mislim, da v naših komunah smo imeli dobre kandidate tudi v levi sredini, zelo pripravljeni za narediti nekaj dobrega in tudi kaj novega za naš teritorij. Smo imeli dobre liste, dobre programe. Te liste, te programe, ti kandidati niso uspeli. Jaz sem šel pogledati in primerjati, ki dosti glasov je leva sredina dobila takrat v primerjavi s volitvami, ki so bile pred 5 leti, in je izgubila skoraj 30 glasov. To pride reči ne samo, da ni bila uspešna leva sredina, pa je tudi izgubila nekaj. Pomeni, da verjetno nekateri ljudje, ki pred so volili za njo, zdaj niso. Zakaj se je zgodilo tole? Po mojem je treba lepo razmišljati in bojo morali politiki, ki so tle v naših dolinah, tisti, ki so bili kandidati, je lepo razmišljati, zakaj se je to zgodilo. Je težko reči tako sada. Pa po mojem, dan od razlogov je tisto, da delo, ki runejo tele liste, je delo, ki se vidi samo v zadnjih 2-3 mesecih pred volitvami. In vse druge tiste cajt, ki je prijet, ki je skoraj 5 let, se ne sliši nič. Tako zastopen, da je naporno, pa mislim, da če gledamo, če se gledati malo spremeniti reči, je tudi treba delati več. Zadeva Slovencev tukaj v teh občinah, če smo Slovenci ali ne, če je slovenski jed, vse te stvari so nažalost tudi malo vplivali. In tudi o tem je treba razmišljati, pomisliti lepo, za ki in kako malo spremeniti reči. Misliš, Miha, da prutela stvar od Slovencev je veliko vplivala, ker nasprotniki, recimo tisti, ki niso v levi sredini, uporabljajo vedno in še slovenščino ali pa slovensko kulturo, ki jo imamo tle v naših krajih, za celotno kako se reče, za celotno kampanjo elektorale, brez pogledati naprej in brez pogledati na druge načine razvoja. Jaz mislim, da morda bi bilo treba, da bi se končalo, da bi se dalo to stvar od slovenščine, kako eno stvar, ki je že ki je normalna in bi se moralo gledati naprej. Bi se moralo, pa ljudje ne zastopijo ali nečijo zastopiti lepo. Recimo, da kakšen verjetno prav ne zastope, kakšen neci. Ja, ma je tudi problem neke odprtosti. Smo videli pod Monesu, je bil v programu liste, ki je potem zmagala. Ena od reči glavnih je bila ukinitev tega čezmejnega jasla in bila dvojezična. Mislim, to sporočilo, da bi se morali še bolj odprijeti, da tle nobena nacija, da bomo vsi govorili po slovensko. Vse tele reči, vse telo sporočilo ni prišlo do ljudi. Ponavljam, da če ćemo kjek spremeniti v boljše, moramo delati, ma ne samo v zadnjih 3-4 mesecev pred volitvami, je treba delati nimar. Ezio Gožnjak, glavni urednik 15-dnevnika Dom, kakor Miha Obic smo vprašali, ki misle o izidu telih volitvah, predvsem kamuških seveda. Problem po mojem nije v izidu volitvah. Volitve so za nami in teli ljudi, ki smo izvolili v občinske svete, v
za šindake, za občinske, komunske konsiljerje, bojo imeli po rokah naše komune v 5 letih. A s temi ljudmi bo treba se pogovarjati in delati tudi za vse naše probleme, tudi za tiste, kar se tiče našega slovenskega jezika in naše kulture. Vprašanje, ki smo ga postavili v komentarju na prvi strani doma, je tiste, ali teli ljudje, ki so bili izvoljeni, imajo dan projekt, dan načrt za oživjeti naše doline, ali pa imajo voljo samo delati za upravljati, za administrati vsakodnevne reči. Tle se bo videlo, in tole bomo mogli odgovoriti čez 5 let. Če pogledamo, kar je bilo 5 let nazaj, smo tudi takrat le tiste reči pisali. Se pravi, da v teh zadnjih 5 letih reči niso šle na boljš, ampak so šle na slabš. Troštamo se, trošt je tiste, kar nam ostane, da za 5 let bomo pisali malo drugače. Ma namisliš, da če trošti so dni, anguaj, da bih ne imeli trošte vsi mi, ma da že recimo tisti, ki so dobili v naših komunih, so že začeli pot s Teslavo nogo, v smislu, da so že proti nam, proti Slovencem in ne vidijo naprej razvoja naših dolin. Tole sem videla v njih dela v teh zadnjih sajtih, kar so predstavljali listo. Ne vidijo razvoja na noben način, vidijo samo, kako se imajo delati proti Slovencem. Je tiste, kar smo napisali tudi na domu. Za razvoj, za peljati lepo naprej, za oživjeti naše doline, se je treba naprijed sprijazniti, imeti košjenco svoje identitete, svoje podobe, da tle ljudje govore slovenski jezik, da naša je slovenska kultura, in da slovenski jezik in slovenska kultura, in da spadamo v zakone, v lece, ki varjajo slovenski jezik in slovensko kulturo, je te prva bogatija, je te prva reč, na katero graditi prihodnost naših dolin. Seveda, včasih v volilni kampanji se pravijo nekatere reči, potle mora biti, kar dan se vzame, sedi pred konkretnimi problemi, takrat lahko tudi spremeni pamet. Recimo v volilni kampanji smo videli zares čudne in grde reči. Če pomislim, me se je zdi, da tle se ni nič spremenilo od 30 let nazaj, za ke le tisti problemi so bili tudi, kar sem bil tudi jaz kandidat v Sovodnji. 30 let od so bili tele probleme in mi se zdi, da je se v telih letih se je svet popolnoma spremenil, posebno tle v Evropi je padel Berlinski zid, nije več Jugoslavije, je padel komunizem, je Slovenija samostojna, nije več konfina, ampak v nekaterih glavah ali v večini glavah se šele tako misli. Tole moramo tudi tisti, ki delamo v slovenski manjšini, malo razmisliti. Mora biti, je treba imeti nove inicijative ali kakšen drug pristop, ali boljš povedati, razložiti našim ljudem, kaj delamo, in zakaj peljemo naprej tele problematike, zakaj se trudimo za tole. Moj trošt je prišel v preteklih dneh, tisti dan po volitvah, kar sem na televizijskem dnevniku po slovensko videl, da novi šindak iz Podutane Antonio Comunjaro in novi šindak iz Pietra Marijano Zufeli sta se potrudila povedati par besed po slovensko. Mora biti volilna kampanja jedna reč, in potle, kar pridejo pred realnostjo, kjer se spremeni. Jaz se troštam, če zubimo tudi trošten, nagrimo en kamer. Jaz se troštam, kako ti, da so zastopili, da lahko mi smo Slovenci, oni so Sloveni, in da vsak se čuje, kar je, da bomo delali za eno skupno dobro naših dolin. Jaz mislim, da smo vsi Slovenci. Vsak se lahko vidi, kako če. Seveda, pravim. Jaz mislim, in tako nam pravijo vsi strokovnjaki, smo vsi Slovenci. Ampak najbolj pomembna reč je se zares iskreno truditi
za tel naš jezik, tel našo kulturo. Lahko jo kličemo slovensko, lahko jo mislimo, da nije slovenska. Ampak se moramo, če se ljudje iskreno tučejo in se brigajo za tel našo kulturo, na koncu bodo tudi spoznali, da je slovenski jezik in da je slovenska kultura. Iz Mediških in Terskih dolin. Prosni, v bivši osnovni šoli bo srečanje o medvedih Terskih dolin. Na koncu, kdo želi, se lahko ustavi na večeri v turistični kmetiji brez meji. Planinska družina Benečija pripravlja izlet v dolino Rezje v nedeljo 6. julija. Dijaki 2. in 3. razreda dvojezične nižje srednje šole iz Petra vas vabijo na srečanje z Don Pierluigim Di Piazzo, ustanoviteljem centra Balducci. Ob koncu srečanja sledi presenečenje v petek 6. junija ob 6. zvečer na Inštitut za slovensko kulturo. 15. junija se Brna Kaplja organizava izlet v špital na Koroško. Info priimek učitelj. In še pohod prijateljstva Čanebola Podbela Čanebola. Do 15. junija. Zbirališče ob 9:30 zjutraj v Čaneboli. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, en lep pozdrav iz Benečije.